Terapevtske živali lahko pogosto pomagajo pri učenju branja, pa tudi pri samem učenju, ker se tu dobro počutijo, ker v bistvu se tu sprostijo, ker dobivajo polno pozitivnih odzivov na to, da so neke stvari naredili prav. Potem lahko tudi, v bistvu, ko pridejo domov, veliko lažje se usedejo za knjigo, veliko lažje se učijo, napredek je večji, ocene potem so boljše. Včasih pa tudi pridejo otroci, ki imajo dobro znanje, pa niso sposobni tega pokazati zaradi treme, zaradi različnih anksioznosti, strahov, in v bistvu tu jim pomagamo, da se sprostijo, da bolj zaupajo v sebe in potem tudi lažje pokažejo to znanje pred učitelji. Običajno pridejo drugi otroci, ne tisti, ki imajo bralne težave, ampak tisti, ki imajo večje težave. In tiste 3/4 ure res porabimo za to, da on naredi stvari, ki jih je že sposoben. Posledično to zelo vpliva tudi na šolski uspeh doma, čeprav jaz prav nič šolskega z njimi ne delam. Prisotnost psa, če ga mi božamo, če se z njim pogovarjamo, se stres zmanjšuje. In če je pa stres zmanjšan, smo pa mi bolj kooperativni, lažje se učimo, lažje spet se spoprijemamo s težjimi stvarmi. Ja, mačke so pa zelo samozavestne živali in tudi zelo dobro vplivajo na nas. Naprimer s svojim predanjem, to toplo dlako, ko jih božamo, nas sprostijo, nas umirijo. S to svojo samozavestjo, pa s tem, da se veliko upajo, so pa tudi zgled velikim otrokom, ki jih je marsičesa strah, ki se ne upajo določenih stvari in zato obožujejo mačke.